Drage pevke in pevci, zborovodkinje in zborovodje, spoštovani gostje. Prisrčno pozdravljeni na 27. državnem tekmovanju mladinskih pevskih zborov, ki poteka pod okriljem Mladinskega pevskega festivala 2024 v Celju. Smo v drugem delu današnjega koncerta, v katerem bodo nastopili 3 zbori in 1 vokalna skupina. Prav poseben pozdrav izrekam strokovni žiriji, ki jo letos sestavljajo. Skladateljica, zborovodkinja in pedagoginja Tadeja Vulc, pedagoginja in zborovodkinja Katja Gruber, zborovodkinja in pedagoginja Helena Fojkar Zupančič, skladatelj, zborovodja in pedagog Damjan Močnik ter zborovodkinja in pedagoginja Barbara Kovačič. Na tem mestu velja omeniti, da mora nastop vsakega zbora v tekmovalnem delu vsebovati najmanj 3 skladbe, od tega izvirno skladbo slovenskega skladatelja v slovenskem jeziku, slovensko ljudsko pesem v obdelavi ali izvirni obliki oziroma skladbo z objavljenega seznama dovoljenih ponarodelih pesmi na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. No, preden pa čisto zares začnemo, naj omenim, da vse koncerte snema Radio Slovenija in vas hkrati prosim, da izklopite svoje mobilne naprave in s tem nastopajočim omogočite nemoten nastop. Vso dogajanje pa lahko spremljate tudi na družabno-socialnih omrežjih MPF 2024. Pa naj bo dovolj govoričenja. Čas je, da damo prostor petju. Na oder vabim Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj, Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj deluje pod vodstvom profesorja Erika Šmida in je v zadnjih letih kvalitativno napredoval med najboljše slovenske mladinske zbore, o čemer pričajo priznanja s tekmovanj doma in v tujini. V svojem 20-letnem delovanju je zbor prejel več kot 20 zlatih priznanj in gostoval v Italiji, Avstriji, na Slovaškem, Hrvaškem, v Južni Koreji, Španiji, na Češkem in v Veliki Britaniji. Zbor odlikujejo homogen zborovski zvok, interpretacije in repertoarna raznovrstnost. Posega namreč po številnih glasbenih zvrsteh in žanrih, vse od klasične glasbe in izvirnih ljudskih pesmi do vokalnega popa. Na klavirju jih bo danes spremljala Eva Igličar, njihov zborovodja pa, kot že omenjeno, Erik Šmid.
Na odru pozdravljam dekliški pevski zbor Gimnazije Celje Center, ki je od delujočih glasbenih zasedb na šoli najstarejša. V tej obliki zbor deluje že od leta 1971. Zbore na Gimnaziji Celje Center so vodili priznani glasbeni pedagogi in zborovodje. Boris Ferlinc, Daniel Grum, Ivan Lah, Vlado Modic, magister Vid Marcen, doktorica Dragica Žvar in Metka Jagodič Pogačar. Zborovsko dejavnost je leta 1995 prevzela Barbara Arlič-Kerštajn, ki vodi dekliški nonet gimnazije. Od leta 2012 je zborovodja David Preložnik. Zbor ima postavljeno zborovsko piramido, saj se pevke v zboru prvega letnika učijo temeljev vokalne tehnike in zborovstva. Vsako šolsko leto tako v zboru prepeva več kot 70 deklet. Zbor načrtuje številne koncerte in je eden aktivnih ustvarjalcev na odrih knežjega mesta. Številna visoka priznanja in posebne nagrade na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih dekliški pevski zbor Gimnazije Celje Center uvrščajo k aktivnejšim sestavom šolskih zborov v Sloveniji. Njihov zborovodja pa, kot že rečeno, David Preložnik.
Na oder vabim vokalno skupino Emil Komel iz Gorice v Italiji.
Vokalna skupina je udejanjen odraz čezmejnosti in skupne prihodnosti obeh goric. Zbor deluje v sklopu pevske piramide Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice, združuje pevce slovenske in italijanske strani meje, skupno pa gojijo ljubezen do petja in tako uresničujejo ideal druženja, sodelovanja in ustvarjalnega dialoga ter druge pomembne cilje, ki si jih postavljajo ob prihajajoči skupni prestolnici kulture Go 2025. Zbor deluje pri šolskih dejavnostih, koncertih, na raznih revijah in kot gost na dogodkih v deželi Furlaniji, Julijski krajini in Sloveniji. Redno se udeležuje zborovskih tekmovanj v Italiji in Sloveniji. Njihov zborovodja pa je Mirko Ferlan.
Na oder vabim še zadnji nastopajoči zbor danes. To je mešani mladinski pevski zbor Gimnazije Škofja Loka. Zbor Škofja Loka deluje v mešani zasedbi od šolskega leta 2006-2007. V zadnjih 10 letih ga vodi zborovodja Žiga Kert, ki se ves čas udeležuje dirigentskih seminarjev in zborovskih tekmovanj z različnimi zasedbami doma in drugje po svetu, z njimi pa dosega visoka priznanja in uvrstitve. Pevski zbor vsako leto pripravi 2 samostojna tematska koncerta v Škofji Loki in deluje na različnih kulturnih prireditvah. Redno se udeležuje tudi območnih in regijskih srečanj pevskih zborov ter tekmovanj v tujini. Zbor je z Žigom Kertom prejel že kar nekaj priznanj. Srebrno priznanje v Bratislavi in Pragi ter zlato priznanje v Pragi, kjer so bili zmagovalci v kategoriji gospel, jazz in pop. Zlato priznanje so osvojili tudi na regijskem tekmovanju 2022 in priznanje za najboljši izbor programa. Med vidnejše uspehe pa spada tudi državno tekmovanje v Zagorju, v katerem se je zbor prvič predstavil in prejel zlato priznanje. No, pred kratkim pa so bili tudi absolutni zmagovalci tekmovanja v Bratislavi. Danes jih bosta za klavirjem spremljali Mari Tuhtan in Antonela Fakin, njihov zborovodja pa, kot že omenjeno, Žiga Kert.
Salamo, salamo.